Državni prostorski načrt za postopkom sprejemanja državnega prostorskega načrta smo nekje začeli v letu 2005. Podlage za križanje cest in pa vseh nivojskih prehodov na tej relaciji od Pragerskega do Hodoša so bile na osnovi neke študije variant in podlaga te študije je bila Komisija za nivojske prehode. Komisija za nivojske prehode je sestavljena, imenuje jo minister pristojen za promet in je sestavljena iz upravljalcev javne železniške infrastrukture, upravljalcev ceste, od policije, od inšpektora, od varnostnega organa in iz predstavnikov lokalne oblasti. Vprašanje, zakaj je tu podvoz, zakaj ni mogoče 200 metrov niže, ja, marsikaj se govori. Celo to, da se je projektant zmotal in da je na mesto v Noršnice oziroma te cesti Ljutomer-Noršnice zamenjal lokacijo in ga pač tukaj naredil. Ne, ni tako. Ko se mi pričnemo z neko gradnjo, se moramo zavedati, da moramo graditi z veljavno zakonodajo. V naselju Grlava je železnica v nasipu. Da bi mi zadostili teh zakonskih določbah in torej našim pravilnikom, bi mogli tole cesto, ki poteka preko same železniške proge, precej dvigniti. Zato bi nastali ti visoki podporni zidovi. Zato se je takrat ta komisija, ki sem jo prej omenil, dogovorila, da pač na tem mestu, ker so pač stroški mogoče malenkost večji, da naredi podvoz, ne pa klasičnega dvigovanja ceste in pa podpornih zidov. Torej, na teh podlagah, strokovnih podlagah, je leta 2009 bil sprejet državni prostorski načrt za elektrifikacijo in rekonstrukcijo železniške proge. No, in ko je bil tale državni prostorski načrt sprejet, smo pristopili k projektiranju, izdelavi projektne dokumentacije in pa na podlagi tega k odkupom zemljišč potrebnih za gradnjo. Na podlagi pridobljenih zemljišč in pa na podlagi dokumentacije smo potem pridobili gradbeno dovoljenje. Še mogoče gospod Moginke, da ste? Ja, mogoče je ta drugi let postopka, ko se je tudi firma DRI vključila v sam projekt elektrifikacije in rekonstrukcije železniške proge Pragersko-Hodoš, to je bilo v letu 2010, takrat je bil sprejet ta državni prostorski načrt. Prvotne aktivnosti, ki so bile seveda naročila idejnega projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in pa projekta za izvedbo z sočasnim urejanjem premoženjsko-pravnih zadev, za katere je pač družba DRI v skladu s pogodbo z naročnikom bila zadolžena. Glede na to, da je sam projekt, kot vam je verjetno dobro znano, sofinanciran s kohezijskimi sredstvi in da je bil uvrščen v finančno perspektivo OPI-ROPI 2007-2013, z podaljškom do konca 2015 je pač, če želi država Republika Slovenija uspešno izvesti projekt, dobiti delno povrnjena ta sredstva, je bilo potrebno projekt zaključiti, oziroma ga je potrebno zaključiti do konca leta 2015. Zato smo takrat že na podlagi možnosti, ki jih pač zakonodaja ponuja v skladu z državnim prostorskim načrtom, sočasno z izvedbo projektiranja izvedli tudi parcelacije po meji državnega prostorskega načrta. Kar pomeni, če bom rekel poenostavim, državni prostorski načrt, če smo malo bolj konkretni, za ta podvoz Grlava je predvidel na podlagi idejnih zasnov, kot je kolega povedal, podvoz je pa bilo, bom rekel, omejeno določeno območje, v območju katerega pač naročniku omogočena gradnja, no in na podlagi tega smo naredili parcelacije, ker pa je bilo takrat, bom rekel, kar nekaj slabe volje, zato ker je ta meja potekala zelo na široko, smo se v tisti fazi odločili, da počakamo kljub časovni stiski na izdelavo projekta PGD, to je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, in ko je bil le ta narejen, smo še potem enkrat izvedli parcelacijo na podlagi podatkov iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in na podlagi tiste izvedene parcelacije pristopili k odkupovanju in pridobivanju zemljišč. Nekje v drugi polovici leta 2013 je bila podana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja za ta podvoz v okviru več drugih projektov, ki se pač gradijo na območju podvoza Ljutomer. K vlogi za pridobitev gradbenega dovoljenja so bili
predani ti načrti PGD, že omenjeni, vsa prejeta soglasja, in pa pravica graditi. Ta pravica so v bistvu ZK izpiski, kjer je že Republika Slovenija bila lastnik, oziroma podpisane in overjene kupoprodajne pogodbe. Na podlagi te vloge je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, bom rekel, razpisalo javno obravnavo v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. Na to javno obravnavo so pa bili vabljeni tisti krajani, mislim tudi lokalna skupnost, ki niso še podpisali pogodb o prodaji zemljišča, oziroma za njih nismo predložili overjenih kupoprodajnih pogodb. Na tisti javni obravnavi, enkrat mislim, da v mesecu juliju na občini Ljutomer so bile podane določene pripombe, ki smo jih ali utemeljili, ali pa potem, bom rekel, utemeljili ali jim prisluhnili, pač različno. In na podlagi vsega tega je potem Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, z dnem 8.10.2013 izdalo dopolnilno gradbeno dovoljenje, katerega del je tudi gradnja tega podvoza v Grlavi. Naš pravilnik govori, da vzpon na vzdolžni padec ceste na železnico ne sme biti večji kot pa 3,5%. Za ta nivojski prehod, kjer govorite, torej Ljutomer, Križevci, je ta vzpon manjši kot 3,5%. V naselju Grlava pa je bil precej večji. Še enkrat, zato bi mi morali ob cesti narediti, cesto dvigniti, torej vzdolžen nagib ceste dvigniti in postaviti podporne zidove. Glejte, se strinjam, da bi to bilo ceneje. Glejte, varnost je pa sigurno na prvem mestu in je definitivno dosti bolj varno, kot bi pa bilo nevojsko križanje. Jaz mislim, da tukaj ni samo tale razlog, ampak da jaz mislim, da je še kakšna druga ozadje, kot pa samo varnost in pa, ne vem kaj že to, neki projekt, ki je celo z evropske strani sofinanciran. Meni se zdi, da bo to nekaj težko dogovarjati tam, zakaj smo recimo zapravili 3 milijone na mesec samo in da pa to. Takoj, ko je bil idejni projekt zaključen, je bila na osnovi idejnega projekta pripravljena vloga za sofinanciranje strani Evropskega kohezijskega sklada in tam je z strani Evrope, bom rekel, ena inštitucija, ki se imenuje Jaspers, preverjala upravičenost vseh prehodov oziroma vsakega prehoda posebej. Res je, da je, bom rekel, vse skupaj zelo dolgo trajalo, to pa zaradi tega, ker so se želeli v detajle prepričati, pa povem, da, bom rekel, je bila celotna investicija, tudi podvoz Grlava, ocenjena kot upravičena. To je okoli tega. Kar se tiče okoli varnosti, zgolj to, sam podvoz in pa ta izvennivojski dostop, tukaj vemo, da v Grlavi bo tudi postajališče. Je že postajališče, zdaj bo še prišlo še eno postajališče in pa tudi vas, ki se bo mogoče, ali pa ne, to vi sigurno boljše poznate, lokalno širila, tu verjetno je kar dosti otrok, ki bo uporabljalo, ali pa upajmo vsaj, da bojo se uporabljali tudi vlaki. To je definitivno res, da stopnja varnosti, pustimo za druge prehode, lahko se o prehodu, ampak da stopnja varnosti, če obravnavamo zgolj ta primer, je v primeru podvoza absolutno večja, kot bi bila v primeru zavarovanja za zapornicami. Za vsak podvoz, mislim, da lahko to skupaj zagotovo trdimo. Ta prva komisija, na katero se sklicujete, strokovna komisija, kjer je bil strani občine gospod Rošker Ferdinand, jaz sem to dokumentacijo videla, je prvi ogled opravila 24.7.2002. Pravzaprav je takrat verjetno padla odločitev za tak železniški prevoz. Takrat je bila utemeljitev, da se tu vozi 4000 avtomobilov dnevno in do 70 vlakov. In argument je bila tudi tista huda prometna nesreča, ko so 3 umrli, to je bilo 2001. leta.
Samo potem so se namestile zapornice in od takrat ni bilo več nobene prometne nesreče s smrtnim izidom, kakšnih krajših, mogoče se kaj zbrala, jaz niti ne spomnim. Hujšega 100% ne več. Ne, tako da ta ideja je zrasla takrat. Jaz nisem imela vsega, to se pa potem od lokalne skupnosti zbirale pripombe in tako naprej, še v času župana Ljubša. In z te lokalne skupnosti je bilo poskrbljeno v bistvu samo za vas Grlava. Ostali smo izveseli, ker so se tam stvari dogajale, mislim, predsednik krajevne skupnosti iz Grlave pa je poskrbel najprej zase in potem še za svoje sovaščane. To bi bile moje pripombe. Jaz mislim, da današnje srečanje, zakaj smo mi tu, ni več vprašanje tega podvoza. Podvoz je in podvoz bo. Zakopali ga ne bo, ne? Mislim, da je večji problem tretja hiša, ki se zdaj tam spodkopavlja. In treba rešiti to, gospod Filipeč, kaj da se z njo naredi. Zdaj, če je ta podvoz tam, oziroma nadvoz na glavni cesti pravičen, pa ne to bo cajt pokazal, mogoče še bo tega kdaj delali zaradi tega, ker promet velike, bomo še mogoče doživeli. Ampak jaz mislim, da največji problem je rešiti gospod, kaj s to hišo naredi, pa tudi sosedovem, ki so prek. To je, mislim, da cilj današnje debate. Poleg tega pa mislim, da je bil ta projekt po mojem parkrat spremenjen, ker enkrat se je govorilo tako, drugič se je vozilo tam, govorili se je, da bo se na železnico vozilo okoli. Po one strani zdaj se vidi, da je tu že vse prekopano, tako da tudi mislim, da je gospa bila malo zavedena, ko je menda prodala del zemljišča, ampak prodala je nekaj, zakaj ni vedela, kaj še se lahko zgodi, in to se je zgodilo. Zemljišča oziroma ta gradbeni objekt se širi proti njenim hiši in jaz mislim, da je današnja tema rešiti ta problem. Hvala. Jaz sem na prvo ponudbo, ki sem jo dobila za odkup, dogovarjala. Nisem podpisala in potem so mi velikodušno malo premestili to mejno črto, ker sicer bi šla čisto od spodaj, ob robu hiše. In potem sem dobila to drugo ponudbo, pa sem mislila, takrat mi je bilo rečeno, da se bo cesta dvignila nekje do nivoja prejšnje ceste, oziroma tako je zdaj razturjena v ulici moje hiše. Zdaj bo to bistveno dalje in ta luknja je večja in če me ne bi pošteno zatamponirali, tam bi verjetno se že hiša zrušili. Pa tudi vedno se mi dopoveduje, da sem naivna, da sem to podpisala, da je ta državni prostorski načrt predičaven, na tisto javno razdelitev nisem bila vabljena. Tudi pozneje neko so se kaj stvari, tisto, ko ste rekli javno obravnava, takrat se tudi nišče ni spomnil name. Ker sem že reagirala jasne stvari, jaz sem pisala, veste, vam na DRI in mislim, samo s kakšno tolažbo ste me odpravili, pa s apelom naj bom potrpežljiva. Pa še vmes, mislim, prej mi je bilo vedno rečeno, da je državni prostorski načrt izveličaven, so pa se naknadno odkupile hiše na Grlavi, po pred izdajo dopolnilnega gradbenega dovoljenja. Mislim, tako da že to zadevo izpodbija. Glejte, meja državnega prostorskega načrta je dejansko bila postavljena širše, kot je potem se izkazalo v vašem konkretnem primeru, govorim ne povsod, ponekod pa preozko, zato so tudi tisti dve hiši bili naknadno odkupljeni, ampak pri vas je bila meja državnega prostorskega načrta postavljena širše, zato ker ste na tisto prvo ponudbo, bom rekel, odreagirali z nasprotovanjem, smo prišli nasproti v toliko, da smo počakali na projekte PGD in jaz sem tukaj zraven, da se vidi, bom rekel, ta optična razlika med mejo državnega prostorskega načrta in pa mejo PGD-ja in tako ste rekli, to drži. Prve ponudbe, ki je bila po meji državnega prostorskega načrta, niste podpisali,
ta drugo, ki je na dvorišče posegala, mislim, tam za cirka 200 kvadratov manj, ste potem podpisali oziroma eno uskladitveno pogodbo ste kasneje podpisali in to je bil v bistvu tisti razlog, zaradi česar niste bili vabljeni v postopku izdaje gradbenega dovoljenja. Tako sem rekel, pač investitor k vlogi za gradbeno dovoljenje priloži, kje ima pravico graditi. In tam, kjer ima pravico graditi, kjer on priloži overjene in podpisane kupoprodajne pogodbe oziroma že izpiske zemljiške knjige, kjer je država Republika Slovenija vpisana na zemljišče, se s tem smatra, da je tista oseba, ki je to zemljišče na tak način prodala, se s tem tudi strinjala. Zato so bili, jaz sem tukaj zraven tudi vabilo, se lahko vidi, kdo je bil, bom rekel, iz tega območja, pa na tisto javno obravnavo vabljen. To so bili tiste osebe, ki so bile ali v fazi razlastitve, ali ki še do postopka izdaje vloge za gradbeno dovoljenje nismo z njimi uspeli urediti premoženjsko-pravnih zadev. Sami dobro veste, da smo pri vas sedeli jaz, projektanti, pravnica z naše strani, da smo vam takrat zadevo pokazali. Tudi bili smo pri vaši sosedi, tudi bili smo pri gospe Stojko, pa pri teh dveh hišah, ki ste se naknadno vlušli. Kdaj naj govorim to? To je bilo po ta drugi parcelaciji, ko je bila parcelacija izvedena po meji državnega prostorskega načrta. To je bilo preden ste podpisali in overili to kupoprodajno pogodbo. Jaz se spomnim, da ste bili tako prijazni in vedno smo zelo korektno komunicirala, da ste nam skuhali kavo in smo sedeli na vrtu, kjer je bil vaš kuža. Bom rekel, to je bilo v poletnih mesecih. Tako da tudi projektant se tega spomnil, da je včeraj eno utemeljitev ravno za oddajo, ki mislim, da se tudi danes snema, okoli tega, da smo bili takrat pri vas, ko se obstaja tega kar nekaj. Tudi mislim, da se sosedje spomnijo, ker smo v tistem dnevu pač teh strank več obdelali. Tako da govori, da smo zavajali, da smo ne vem kaj, gledajte, prišli, jaz trdim, da smo vam prišli nasproti s tem, ko nismo šli takoj, kljub časovni slici, kot sem vam prej povedal, v postopek razlastitve po meji državnega prostorskega načrta, kjer bi vam še 200 kvadratov več odvzeli zemlje, ampak smo počakali na PGD, naredili parcelacije in potem, bom rekel, ste te pogodbe odpisali. Mi smo imeli na celem projektu, na celem projektu cirka 1800 strank, cirka samo 10% strank, tistim, ki so pač bili najbolj taki, smo prišli na dom, vsi ostali so pač dobili te pogodbe domov po pošti. In žal se tudi nekaj postopkov na tem projektu pač končuje z razlastitvijo. Z vami smo bili takrat zadovoljni, da smo uspeli najti nek sporazumni dogovor. To je ena zadeva. Druga zadeva, ki bi jo pa vseeno želel izpostaviti, če danes tukaj, je pa to, kar se tiče tega spodkopavanja objekta, varovanja gradbene jame, ali pa kakorkoli to imenujemo. Ko smo, bom rekel, imeli postavljene profile in pa te jame, in ko smo videli v bistvu, da načeloma ta promet v fazi gradnje po teh obvoznih cestah dost dobro funkcionira, vsaj za moj občutek, smo prišli na idejo, zakaj pa ne bi tega priključka v Kesonu, ki se izvaja v Kesonu, izvedli po teh obstoječih občinskih cestah, ki pa bi jih bilo seveda treba, če bi želeli tehnično zadevo korektno speljati in iti v postopek za spremembo gradbenega dovoljenja. Torej pomeni, da ne bi delali tega priključka, ki se približa vaši hiši in bi promet do postajališča speljali okoli, smo prišli k vam z idejo, če bi se seveda z tem strinjali. Takrat bi se vam določen del zemljišča lahko vrnil, je pa res, da bi potrebovali 10 kvadratov na tej zgornji strani, ker že zdaj potekajo te ceste. A 20. Na to zadevo ste prvotno sicer pristali, potem pa bom rekel, ste se tudi na podlagi večjih razgovorov, jaz sem bil sam pri vas dvakrat, enkrat je bil kolega z menoj, pa tudi izvajalci so bili pri vas, ste pa potem, bom rekel, seveda čisto legitimno,
zadevo rekli, da se pač v končni fazi za to predlagano spremembo, s katero bi se izognili posegu, ki je sicer skladen z gradbenim dovoljenjem, tega vaše hiše pač ne strinjate. In seveda zaradi vseh rokov prepovedanega in želje, da končamo v tem roku, smo bili primorani zadevi nadaljevati. Če boste videli, smo tam približno v tem območju za kak mesec, da bi se le dogovorili, zdeli prekinili, zdeli nadaljevati po izdanem gradbenem dovoljenju in pa po projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja in pa projektu za izvedbo. Kar se tiče spodkopavanja objekta, priznam, dejansko zgleda zadeva na oko slabo. Vendar morate se zavedati, da tukaj zadaj so inženirji, ki so zadeve do potankosti preračunali. Zato je bila narejena ta betonska škarpa kot varovanje objekta. V betonsko škarpo so bili vgrajeni reperji, kjer se spremljali pomiki dnevno. Povem vam, na zabeleženi meritve teh pomikov kažejo, da na tem ni prišlo niti do milimetra pomikov. Pa še zdaj ta ena slika, ki jo imam s seboj. Že danes, bom rekel, situacija, ko dobiva končno podobo, zgleda nekoliko bolje. Poglejte, tukaj imamo mi, tu je prerez ob vaši hiši. Če si predstavljate, da smo mi lahko to naredili, tukaj je parcelna meja, tukaj je konec objekta, da smo mi lahko naredili ta objekt, oziroma da ga bomo lahko naredili, smo seveda naredili tudi tisto betonsko škarpo. Betonsko škarpo smo naredili nekoliko nižje, zato da bo možno v končni fazi teren lepo urediti in seveda to je bila ta globina. In to, da še enkrat se strinjam, da ne zgleda ravno prijetno, sem vam povedal, da je bil za to narejen tudi PZI, inšpektorje smo imeli, ki so vse te zadeve tudi preverjali. Končno stanje, če še to dovolite, da vam pokažem, je pa v bistvu to, da med obstoječim terenom gospe Filipič in pa med pločnikom in kolesarsko stezo, ki bo tukaj urejena, ne bo več kot meter razlike. Torej, od teh groznih 3,5 metra ne bo v končni fazi več kot meter višinske razlike in pa razdalja med najbolj izpostavljenim vogalom in pa točko tega končnega kesona bo znašala 1,65 m. Pa mi hišo trese in vi ugotavljate, da je vse v redu. Tu se je tudi struktura tal spreminja, ker se izčrpava ta podtalnica in pesek pa šoder je v bistvu tu, ki, mislim, na splošno te perspektive za mojo hišo so zelo slabe, pa tudi posledice se vidijo. Zdaj pred dnevi je frcnilo tisti strešnik tam na delovišče, zato ker je vse skupaj razmajalo in se doslej to ni dogajalo. Tudi so bila drevesa, ki so bila nekakšen ščit, zdaj pa se tam naredil, na Kreftovi strani, gor pri meni se je vse podrlo. Mislim, to je, to tudi ne vem, kako je občina vse to skupaj vypuščala v tej državi. Zdaj, če se pogovarjamo o tej obvozni cesti. Obvozna cesta sem jaz vas in vse druge tudi na občini upozarjala, da je nelegalna. 3 mesece se je tu odvijal dvosmerni promet, tudi po tistem mojem zemljišču, ko ni odkupljeno. Tu so se, zdaj je bilo 24.2. je bilo izdano gradbeno dovoljenje, kaj že pač že. Dovoljenje za zaporo ceste. Ja, in zdaj od takrat, ko je semafor postavljen, da boste vsi ostali vedno. Drugače pa ste se ilegalno vozili, mislim, to je tudi krivda tega izvajalca, ki me skuša tudi mene prepričati o pravilnosti svojih odločitev in ne vem kakšne prednosti te izvoza na železniško postajo, če bi šlo to po tej nelegalni obvozni cesti. Poleg tega pa še to bi vas korigirala. Za to cesto niste dobili soglasja tudi od gospe Baričevič. Tako da ni samo moja volja. V tisti fazi je v bistvu padlo, pa tudi meni ni do tega, ker vedno, ko smo se kaj pogajali, ko sta bila gospoda z Pomgrada pri meni, je bil tudi sin moj zraven, takrat smo se za neke drobne usluge menili, da pač jaz pristanem še za odkup tega dela, ko ni odkupljen.
potem pa so prišli geometri, pa so tisto zasadili tam bistveno dalje notri. To je tudi razlog, da jaz nisem šla v to varianto. Zato sem si mislila, če imate že tak strašno pameten ta prostorski načrt, pa ga izvedite, tako kot ste ga zamislili. Postavimo se v vlogo privat investitorja. Da malo karikiram pa banaliziram. Vi, jaz, kdorkoli, Pek, pa ne mislim nič slabega, želi zgraditi nekaj. Kam gre? Gre k projektantu, naroči projekte. Jih naroči, dobi projekte, dobi soglasja in vloži za gradbeno dovoljenje. Pridobi zemljišča in če dobi gradbeno dovoljenje, dela po gradbenem dovoljenju. Podoben primer je tukaj. Projektant je na podlagi prostorskega akta, v tem primeru državnega prostorskega načrta, naredil projekte, pridobil preko 30 soglasij, pridobil zemljišča in vložil za gradbeno dovoljenje. Na podlagi tega je pridobil gradbeno dovoljenje in dela izvaja v skladu z gradbenim dovoljenjem. Glejte, na 14 dni imamo inšpektorje, ki to preverjajo na tej lokaciji. Zaenkrat niso... To so večkrat vprašali. Kdo je dal, recimo, za ta odmik dovoljenje? Kdo? Gospa Filipič je dal? Gospa Filipič je se strinjala z odkupom zemljišča, kjer je bila parcelna meja dana na 70 cm od obstoječega vogala. Na menših točkih. Pa meter, pardon. Ampak, recimo... In po tem odkupu se je šlo za prosto za gradbeno dovoljenje. To sem zdaj že mislim, ja, to sem enih 2-3 povedal. Ko smo imeli mi podpisano in overjeno kupoprodajno pogodbo, smo od vseh lastnikov pozbrali, lastniki, kateri niso dali soglasja, niso podpisali pogodbe, niso, ali so bili v fazi razlastitve, se pravi tudi teh je nekaj, so bili vabljeni na javno obravnavo. Tukaj imam zapisnik teh javnih obravnav, ki so bili v okviru, tukaj je vabilo za to javno obravnavo, ki je bila, in ti, ki so bili pač takrat na to javno obravnavo vabljeni. Zdaj sem povedal, kdo so bili tisti, ki so bili vabljeni. Glejte, pa da mogoče bom rekel ne, se držim zgolj tako zelo, pa da probam biti malo pragmatičen. Tudi privatlastniki dobijo gradbena dovoljenja, če gradijo manj kot 4 metre, če dobijo soglasja. Tukaj zadaj pa je še zopet ta 100-krat že opevani državni prostorski načrt, ki pač je določene meje postavo in največ možnosti sprememb je v tem državnem prostorskem načrtu. Ko enkrat vlada Republika Slovenije ga sprejme, je, bom rekel, to obveza za investitorja, da pač izvaja. Izven območja državnega prostorskega načrta investitor ne more graditi, vkolikor soglasno ne pridobi zemljišča. To pomeni, takrat se morajo pa lastniki izven tega območja strinjati za to spremembo in podpisati pogodbe. Tam odpade inštrument razlastitve, ki obstaja znotraj območja državnega prostorskega načrta. In če bom rekel gospa, mislim, da je bila to gospa Krajnc in gospa Stojko, takrat ne bi pristali na odkup teh dveh hiš, ki sta bili, bom rekel, pač posledica dviga podtalnice, kar nam je povešalo, ker sonde povečalo območje in smo mogli potem, bom rekel, znotraj tega najtehnično rešitev, bi bil, bom rekel, naročnik malo v slepi ulici, zato ker ni imel tistih dveh objektov predvidenih znotraj državnega prostorskega načrta. Pred začetkom same gradnje je izvajalec pridobil dovoljenje za uporabo občinskih cest, kjer je bil narejen ničelni posnetek obstoječe infrastrukture. To je bil, bom rekel, pogoj, da je izvajalec lahko začel z deli. Kar se tiče... Samo da spremem, občina Ljutomer je dala dovoljenje. Občina Ljutomer je dala dovoljenje. Kaj, če vam ne bi? Glede, jaz mislim, da v končni fazi ima tudi, kako sem že prej rekel, krajevna skupnost ali pa občina interes, da nekdo drug investira v izgradnjo izvennivojskega križanja in s tem, bom rekel, lokalna infrastruktura, jaz sem pripričan, to pridobi. Dostikrat imamo, bom rekel,
vprašanje, zakaj ne delate podvoza, dajte narediti podvoz, dajte narediti nadvoz. Mi si ga nismo želeli, zato ga sprašujemo. Ampak mislim, da v recimo državnem prostorskem načrtu, pa v vseh razgrnitvah, pa mu tudi niste nasprotovali, vsaj sam nisem zasledil nič podobnega. Iskreno in vedno sem vam rekel, da verjamem, da življenje ob takem gradbišču ni enostavno. Da je to leto, odkar se je začelo z marcem, se je začelo, bom rekel, v letu 2014 malo bolj intenzivna gradnja, da je sigurno, bom rekel, za vse te krajane pač to, pa da dam narekovajih ali tudi ne, določen stres. Sigurno so tovornjaki, je hrup, je prah, je voda, enostavno takega objekta se pač ne da narediti. Da smo kdaj, ali pa da je izvajalec zdaj tudi ni glih idealno ravnal, pri vseh primerih tudi to absolutno drži. Mi ga na tedenskih koordinacijah zelo opozarjamo, vedno smo ga opozarjali posebej na protiprašno zaščito, na redno polivanje cest, na, bom rekel, dogovore z lastniki. Vemo, da gradnja tako zahtevnega objekta v strnjenem naselju pač enostavno ni enostavna in tu se strinjam. Dejstvo je tudi, da na vaši hiši izvajamo monitoring. To veste, da pred začetkom same gradnje je bilo narejeno ničelni posnetek stanja vaše hiše, kot tiste, ki smo prepoznali kot eden izmed najbolj, bom rekel, izpostavljenih na tem območju. Bile so nalepljene določene plombe, spremljajo se razpoke, IGMAT, mislim, da to izvaja, za nas je to Pomgrad tisti pogodbeni izvajalec. In bom rekel, na koncu gradnje, ko bo zaključena celotna gradnja, bo izdelano poročilo, ki bo seveda vam tudi vidno. In takrat se bo dejansko videlo, kaj za ene poškodbe so nastale zaradi gradnje. Bilo je pred gradnjo posneto, je med gradnjo posneto in bo po dokončani gradnji posneto. In absolutno mislim, da tukaj sicer bi moral dati besede investitorju, zavedamo te odgovornosti, da poškodbe, ki so nastale med gradnjo, jih bo treba in jih bomo odpravili. Ja, kar se tiče ceste same, glavne. Dobro veste, ko se je izvajal tudi vodovod skozi naseljo vašo, tako da v tistem projektu je potem predvidena preplastitev celotnega cestišča od začetka mosta do konca Grlave. Kar se pa tiče dovoljenja, pa so tam dejansko isto kot pri hiše, je bilo posneto ničelno stanje in potem na koncu se spet pregleda cesta in izvajalec mora te stvari sanirati. Tu se nam sicer zdaj dva projekta odvajata, tako da bomo v tem skupaj probali, da se koliko bo kateri deležen, da to cesto uredi. Vodovod, kanalizacija, komaj smo imeli tisto svečano otvoritev, eno leto pozneje se že črpališče predstavljalo, pa vse, kar se infrastruktura se seli kot mačka mlade nosi skozi pomane. Kakšna je tu logika? Nama skozi kopajo, zdaj sem že ne vem koliko časa v tistem zlatu, preši se mi, mislim, neverjetno, kaj vse se lahko človeku zgodi, če se država pa v navezavi z drugimi lokalnimi skoktirajo. Glede, zgraditi podvoza, ne da bi premestili izgrajen vodovod in kanalizacijo, ni možno. To je moj kratek enostavno odgovor. Zato smo poiskali pač tehnično možne rešitve, v katerih je bilo pač potrebno premestiti vodovod in kanalizacijo. Niste jih poiskali, iščete jih kar naprej, ker se to kar naprej dogaja, kar naprej se kopa. Glede, iščejo se najbolj racionalne zadeve, zato se vodovod začasno večkrat prestavlja. V končni fazi pa mislim, da danes ali jutri bo ta zadeva prevezana v ta novo zgrajen transportni vodovod in bo zadeva s tem dokončno urejena. Glede, razumete, izvajalca, ki pride, ki tam ima delavce, treba je delati, je seveda treba začasno premeščati toliko, da si lahko odpiraš fronto do končne rešitve. Mislim, to je, te začasne premestitve pa neki začasni provizoriji so pač nekaj takega, kar gre zraven k gradnji takega objekta.
mi denarja predvidenega za odkup hiše gospe Sonje nimamo. Zato, ker tudi ni bilo nepredvideno, ne v državnem prostorskem načrtu, ne v vseh ostalih nadaljnih dokumentacij, torej PGD-ju, PZI-ju, vsekakor, kako smo že danes večkrat omenili, vse napake, vse deformacije, ki so se pojavile v času gradnje, bodo odpravljene. Ko pravi, mi boste sabo obnovili pa vse to. Samo zdaj pa še mi vi povejte, kako če ostanem tu, kjer sem, ne? Kaj bom jaz, recimo, si karkoli pri hiši rihtala, če imam tam meter prostora? To ni dovolj za postavitev zidarskega odra, kaj šele za kaj drugo. Meter 65 je tistega minimalnega prostora med končnim objektom, med zidom, ki je zdaj narejen, ki je bil danes razopažen, seveda zdaj še pride to vse skupaj zasuto, urejeno in med vogalom vaše hiše. To je ta zdaj, v tem trenutku, ko je bila ta betonska škarpa, če tako rečem, ki je bila za varovanje gradbene jame narejena, je bilo dejansko tega prostora manj. Jaz mislim, da če bomo pogledali, imamo ogromno nekih hiš, ki mejijo na javno infrastrukturo, predvsem ceste, ki so še bliže recimo cestam, kot bo zdaj razdalja med robom tega objekta in pa vašo hišo. Zdaj, kakorkoli je bilo to prej prezentirano, pa tako mislim, ta državni prostorski načrt se je razglašal kot vse zveličaven. Jaz pa sem tu izvesela kot en rolek. Jaz si niti slučajno nisem predstavljala, da bo tu neka škarpa in takšne stvari. To se je zdaj pokazalo. Pa zdaj, če greste v mojo kuhnjo ali spalnico, se zazrete v prepad. Prej, ko so še vozili, sem se tam najprej soočila z dvorniki tovornjaka, pa tistih raznih strojev, ki niti imena ne poznam. To je, mislim, grozljivo, to je zelo stresno, zato so mi tudi živci popustili. Mi se moramo zavedati, da s tem podvozom oziroma izvojskim križanjem bomo mi verjetno kasneje dobili več prometa skozi ves. To pa zaradi tega, ker tam do zapornica zaprte in osebni avtomobili do se tu skozi vozili. Mi bomo imeli po mojem dosti večji promet, pa imamo zdaj. Ker vsaki, kjer da pozna, da izkorišča to, je pa to res, nimamo pločnikov, nimamo tega in tudi so na to tam, dobro, to mogoče ne vse naredi sama voz, ampak cesta do se teko bolj namičovale, promet je vekše, tako je že pred gospod rekel, znakov napoštevljajo, šibajo 100 na uro, tako razmislimo malo tudi v tote smer. Kaj so mislili? Varnost železnice, da so malo nevarnost povzročila na ceste, ne večjo. Glejte, jaz se s tem ne bi strinjal. Ker prvič omejitev skozi vašo vas je manjša, mislim, da je 50, kot pa na tej regionalni cesti, kjer je 90. Zapornice zaprte minutko ali pa dva, upam, da tega ne bo prišlo, kaj so vaše strahi danes. Jaz sem pa zadovoljen, da je končno se ne še zmislila pa Šalničare, Krištočare, pa Galečane v kup zvezva, kar nam nekaj povedali. Ni me jasno, zakaj se to ni pred 2 letoma naredilo. Jaz sem pač pričakoval, da ima občina Lotmerk, kaj poleg toga pa očitno nima. Občina nima nobene veze, aktivne vloge predvsem tem. Torej bi moglo ministrstvo, kak smo nas zdaj sklicali, bi nas te moglo sklicati, pa bi nam predstavili vse pozitivne, negativne vplive. Ampak 2 lete nišče nič ni naredilo. Zdaj, ko se te pokazalo, da gre nekaj narobe, da gre nekaj proti človeke, da je tista jama, nekočino jame, kjer lahko zasipljamo ali kopljamo, ampak obrezni, kjer lahko zmečemo medljudske odnose, pa nerazumevanje po vse to, pa ignoranco, da je tista jama večja. Je bil taki problem ljudem predstaviti to pred 2 letoma, da bi vsi mi, ki tu živimo, ki te ceste
pa stranske, pa glavne poti, dosta bolje poznamo, lahko rekli, kaj je te sprejemljivo tudi za nas. Mislim, kaj je tu en... Glejte, mi smo živeli v veri, da prinesemo v ta kraj neko izboljšavo. Žal vidim danes, da ni tako. Da vas je tu večina teh, ki ste proti gradnji tega podvoza. Mi smo bili vedno in vedno pripravljeni na sodelovanje, na pogovor, pa mogoče to bi samo, pa žal nikdo ni obvestil, da pač ne odgovarja to za vaš kraj. Je pa res, državni prostorski načrt je bil predstavljen na občini Ljutomer. Takrat so bili vabljeni vsi, kdo je želel sicer ne poimensko, ampak na lokalno, običajen način. Pa ne bi mogoče narobe razumeli vi, ne smo mi dejansko pa bi bili proti podvoze, ampak ljudje pa pravijo, da so pred veliko ceno plačali. Predvsem tisti, ki so v bližini podvoza, ima dejansko razmere bivanja takšne, ka res ne vidijo več izhoda. Tu je osnovni problem. To sigurno bo pridobitev pozneje, ampak kakšno ceno pa mi za to plačali, to pa vprašanje, če je to potli enako vredno. To je ena stvar. Druga stvar, pa ne vem, če mi zdaj bi lahko povete, kakšen pa je končni izgled tega podvoza. Kakšna še vse dela tu sledijo, ker dejansko tu se dela, Sonja je v neposredni bližini, pa ona sama več ne ve, kaj bo za mesec dni se zgodilo, kaj bo za 2 meseca prišlo na novo. In tu se samo nekaj se dela, pa krajani sploh ne vejo, kaj bo. Zdaj smo čuli, da verjetno, da se salilo postaja na drugo stran, verjetno, da je tudi še drugi tir, da se to zgodilo. Je to letos, ali je to za 10 let, ali kakšni projekti je to, pa kakšni časovni okviri za to? Postarišče Grlava bo končano v roku 2-3 mesecev. Za drugi tir vam žal ne moremo povedati danes. Gledajte, se zavedamo, vemo, da je krajanom, predvsem pa gospe Sonji, tukaj neprijetno, celo neznosno, ampak vemo pa tudi, da se takšnega gigantskega objekta, kot je tale, ne da zgraditi v par mesecih. Da smo, kot je že kolega prej omenil, da lansko poletje oziroma lansko celo leto je bilo predvsem v dežju, da so tu naši izvajalci delali čudeže, zato tudi je takšno stanje, kot je bilo razno blato, kaj pa vem, pa potem spet suho, da se je prah kadil. In še enkrat, lepo prosim, apeliram na vas, dajte si skupaj še potrpeti par mesecev. Žal. Drugače pa na hitro, mogoče če vam še probam čisto detaljno terminski plan predstaviti. Zdaj, glavna betonerska dela, torej zaključna betonerska dela so predvidena, da se bodo zaključila do naslednje sobote. Trenutno nam manjka ta prečni zid na tem koncu, potem stena, to se bo jutri betoniralo, potem manjka še ena kampada talne plošče, to je tisto, kar bo šlo v izvoz proti postajališču in pa še tam tisti 2 steni. Tako da naslednjo soboto, če bo vreme kolikor toliko solidno, bodo zaključena glavna betonerska dela, potem pa se začne z izvedbo oziroma na eni strani, kot vidite, se že izvaja. Cestna infrastruktura v sam objekt, torej pomeni prvo se navozi gramoz, se ta utrdi, potem se izvede ta kanalizacija, pa te povezave. V glavnem v drugi polovici aprila je pol predvideno asfaltiranje, v sam podvoz, pa te prevezave proti koncu meseca v podvoz, potem pa še cirka mesec, dober mesec zaključka, bom rekel, bolj saditve, zasaditve, zasipi, ukinitve cest, pospravljanje.